Slišite kako dretje, je to kriv, tukaj je perpetrator. Ok, zdaj je 5:06, jaz predlagam, da kar začnemo. Če se nam bo še kdo pridružil, super, če ne, pa bomo v manjši zasedbi diskutirali in začeli pogovor. Torej, lepo pozdravljeni in pozdravljene na dogodku Spolno nadlegovanje in spolno nasilje med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti in na Univerzi v Ljubljani, ki ga organiziramo v okviru Dnevov enakosti spolov. Pred samim začetkom naj opozorim na nekaj tehničnih napotkov, čeprav verjetno ste že vsi dobro seznanjeni z njimi. Skratka, tudi ni nas veliko, tako da sicer vse prosim, da imate izklopljene mikrofone, zato da tisti, ki govori, potem nima interferenc. Vprašanja lahko postavljate že tekom pogovora v chat ali pa na koncu bo tudi možnost diskusije. Dogodek se tudi snema za namen arhiva. Zdaj bi pa samo preden začnemo na kratko orisala, kako bo dogodek potekal, in sicer potekal bo nekako v dveh delih. V prvem delu pogovora bosta najprej magistrski študentki Sara Ogrin in Tina Bizjak predstavili ključne ugotovitve pilotnega projekta o spolnem nadlegovanju in nasilju med študenti in študentkami na Filozofski fakulteti, ki je bil v letu 2019 izveden pod mentorstvom profesorice doktorice Milice Antič Gaber v soavtorstvu 5 študentk. In pa predstavnici študentske skupine Rezistenca, Ane Marija Planšak, sem prav izrekla? Ja, in Tonja Jerele, pa bosta predstavili preliminarne rezultate ankete o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju med študenti in študentkami na Univerzi v Ljubljani. Obe predstavitvi bosta trajali nekje približno 15 minut. Potem pa bomo v drugem delu pogovora predstavljene rezultate poskušali umestiti v nek širši družbeni kontekst in jih poskušali nekako razumeti skozi specifike samega akademskega polja. Razmišljali bomo o tem, kje smo in kam gremo glede naslavljanja tega problema med študentsko populacijo, ter ugotavljali, kaj so ključne pomanjkljivosti pri njegovem sistemskem in institucionalnem naslavljanju. Poleg zgoraj omenjenih, torej prej omenjenih govork, bo v drugem delu pogovora sodelovala tudi doktorica Jovana Mihajlović Trbovc, ki je raziskovalka enakosti spolov v znanosti iz ZRC SAZU, ki bo skozi izkušnje dela spregovorila o strukturnih in proceduralnih vprašanjih v postopkih reševanja spolnega nadlegovanja in nasilja med študenti in študentkami na Univerzi v Ljubljani. Vse udeleženke prav lepo pozdravljam. Zdaj pa, če mi dovolite, da na kratko orišem problem, o katerem bomo govorili. In kaj še sploh povedati ob že povedanem. Namreč spolno nadlegovanje, spolno nasilje ni nov družbeni pojav, smo se pa raziskovanja tega problema sploh v akademskem prostoru lotili sorazmerno pozno. V Sloveniji še pozneje kot drugod po svetu. Da je naslavljanje problema nadlegovanja in nasilja v akademskem polju nujno, kažejo številne mednarodne raziskave, ki so pokazale, da gre za zelo kompleksen in v veliki meri še vedno prikrit družbeni problem. Tako so na primer v eni večjih mednarodnih študij, objavljeni v lanskem letu, v kateri so analizirali več kot 800 znanstvenih besedil na temo spolnega nadlegovanja v visokem šolstvu po svetu, ugotovili, da je spolno nadlegovanje epidemija prisotna v vseh globalnih visokošolskih sistemih, ki na posameznike, skupine in celotne organizacije močno vpliva. Prekarni delovni pogoji, hierarhične organizacije, normalizacija nasilja na podlagi spola, specifične akademske moškosti, kultura molka ter pomanjkanje jasnih institucionalnih politik in smernic
so vse ključne značilnosti, ki omogočajo spolno nadlegovanje v akademskem polju. Da je temu vprašanju treba posvetiti posebno pozornost, govorijo tudi ugotovitve različnih raziskav, ki ugotavljajo, da imajo spolno nadlegovanje in nasilje lahko za žrtve dolgotrajne in škodljive posledice, lahko vplivajo na družbene, medosebne, psihološke, fizične in finančne vidike človekovega življenja. Da gre za izjemno kompleksne situacije, govorijo tudi podatki o sorazmerno nizkem deležu prijav tovrstnega nasilja in nadlegovanja, saj po ocenah nekaterih mednarodnih raziskav spolno nadlegovanje in nasilje v akademskem polju ostaja v večji meri neprijavljeno. Odgovor na vprašanje, zakaj številne žrtve takšnih oblik nadlegovanja in nasilja ne prijavijo ali pa zato potrebujejo dolga leta, ni enoznačen in ga je mogoče iskati v večplastnosti dejavnikov, ki močno otežujejo položaj žrtev v takšnih primerih. Eden temeljnih dejavnikov je nedvomno povezan z vprašanjem razmerja moči med povzročiteljem in žrtvijo, ki se oblikuje v kontekstu študijskega procesa med profesorjem, profesorico in študentom in študentko. Osebe, ki imajo izkušnjo s tovrstnimi oblikami nadlegovanja in nasilja, se pa navadno spoprijemajo z občutki sramu, strahu pred odzivom okolice, strahu bližnjih, strahu pred povračilnimi ukrepi, pred tem, da jim nihče ne bo verjel, da ne bodo dokončale študija in občutki krivde, da so morebiti same izvale neko nadlegovalno ali nasilno vedenje povzročitelja. Nekatere tuje raziskave, ki so analizirale odzive na spolno nadlegovanje in nasilje v akademskem polju, ugotavljajo, da so odzivi teh institucij navadno neustrezni, pomanjkljivi in da jih zaznamuje sorazmerno visoka strpnost do tovrstnega vedenja. Ugotavljajo, da je akademska klima pogosto preveč tolerantna do takšnih dogodkov in da so povzročitelji takšnih vedenj v akademskih krogih le redko sankcionirani, kar je pogosto povezano tudi z njihovim uglednim položajem v polju in z družbeno močjo, ki jo posedujejo kot predstavniki hegemone moškosti, torej v konkretnem družbenem okolju najbolj zaželene oblike moškosti. Vse to kaže, kako pomembno je ta problem nasloviti in ga tudi sistematično obravnavati in raziskovati. Trenutno v Sloveniji še nimamo nobene reprezentativne raziskave o spolnem ter drugih oblikah nadlegovanja in nasilja v akademskem polju, ki bi zajela zaposlene in študentsko populacijo hkrati. Prav zato je tako pomembno, da so bili v tem smislu narejeni prvi koraki prav strani študentov in študentk, ki so se v organiziranih akcijah lotili proučevanja tega problema. Zato je tukaj nedvomno pomembno izpostaviti že uvodoma omenjen pilotni projekt, ki je nastal na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki je nekako prvi analiziral problem spolnega nadlegovanja in nasilja sploh na ta način na fakulteti med študenti in študentkami in pa seveda organizirano študentsko in raziskovalno skupino Rezistenca, ki je s težnjo po razkrivanju in odstiranju tančice nad zamolčanimi primeri spolnega nadlegovanja in nasilja na Univerzi v Ljubljani z anonimno anketo začela sistematično spremljati ta pojav. Veseli me torej, da so predstavnike tako prvega kot drugega projekta z nami in da nam bodo sedaj predstavile svoje ključne ugotovitve. Zato prosim najprej Tino in Saro, če lahko na kratko najprej povesta nekaj besed o samem projektu o spolnem nadlegovanju na Filozofski fakulteti, kako in zakaj ste se ga lotili, kdaj, kakšna je bila priprava nanj, kakšen je bil zajet vzorec, ter nam na to še predstavite ključne ugotovitve, do katerih ste prišle. Evo, predajam besedo. Jasna, hvala. Bom jaz kar začela in bom delila PowerPoint, ker imamo kar nekaj podatkov, da ne bo potem zmede v vseh teh informacijah. Tako, a se vidi PowerPoint? Ja. V redu. Potem bi jaz v bistvu za začetek mogoče nekaj besed povedala, zakaj smo ta projekt začeli. Skupaj s kolegicami, ki so nanizane tukaj na PowerPointu. Skratka, spolno nadlegovanje v akademskem prostoru v bistvu ni samo tema, o kateri danes tukaj nasploh strokovno razpravljamo, tema, ki jo sociološko preučujemo, je v bistvu pojav, ki marsikateri od nas, študent, ki smo se projekta lotile, ni tuj. S spolnim nadlegovanjem v akademskem prostoru smo se bodisi srečali že same ali pa imajo tovrstno izkušnjo naši kolegi oziroma kolegice.
Od tod tudi mogoče ne toliko ideja, kot potreba potem, da začnemo to področje javno naslavljati, da začnemo to področje tudi problematizirati. Navsezadnje ne smemo pozabiti, da je spolno nadlegovanje nasploh pojav, ki je v družbi postal viden šele takrat, kadar je dobil svoje mesto v javnem diskurzu. In v svojem projektu pilotna raziskava o spolnem nadlegovanju med študentkami, med študentsko populacijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smo v bistvu izhajali točno iz te potrebe, da spolno nadlegovanje v akademskem polju postavimo v javni diskurs, da razkrijemo njegove razsežnosti in s tem v bistvu zahtevamo tudi prevzemanje odgovornosti za njegovo preprečevanje. Skratka, pilotni projekt je v bistvu bil večplasten, vključeval je najprej pregled zakonodaje na tem področju, pregled institucionalnih in pravnih ureditvah po univerzah pri nas, torej v Sloveniji. Empirični del pa je vključeval tudi intervjuje in anketo. Naš namen s pomočjo intervjujev je v bistvu bil dobiti nek vpogled v samo doživljanje spolnega nadlegovanja, medtem ko je anketa tista, ki nam je v bistvu dala podatek o tem, kako je spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti sploh razširjeno. Danes se z intervjuji ne bomo toliko ukvarjali, bolj bomo analizirali rezultate ankete. Lahko pa tukaj za začetek v bistvu vidite nekaj dobljenih citatov, ki smo jih dobili s pomočjo podstrukturiranih intervjujev, ki kažejo na to, da spolno nadlegovanje ni šala, da ima spolno nadlegovanje lahko hude posledice za osebe z izkušnjo spolnega nadlegovanja, za katere mora institucija in posameznik prevzeti svoj del odgovornosti. Kot sem že v bistvu povedala, je v bistvu prav tako pomemben podatek za nas bil ne samo, kako osebe z izkušnjo doživljajo spolno nadlegovanje, ampak tudi, kako razširjeno je spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti, pri čemer smo podatke pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketa je bila distribuirana preko programa ENKA, kasneje analizirana v programu SPSS. Distribuirana je bila v mesecu maju in juniju in dobili smo kar veliko vzorec, mislim, takrat za nas presenetljivo veliko vzorec, 210 odgovorov študentov in študentk fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete. Ok, katera so bila naša raziskovalna vprašanja, ki smo jih preverili s pomočjo anketnega vprašalnika? Najprej nas je v bistvu zanimalo, katera ravnanja študenti in študentke sploh prepoznavajo kot spolno nadlegovanje. To je za nas bilo pomembno, zaradi tega, ker pomembno vpliva na percepcijo tega, ali so bile spolno nadlegovane oziroma nadlegovanje ali ne. Zanimalo nas je, kako pogosto so se v času svojega študija na Filozofski fakulteti srečali z različnimi oblikami spolnega nadlegovanja in kdo so bili povzročitelji oziroma povzročiteljice tovrstnih situacij, kako so se na spolno nadlegovanje odzvali in kako dobro sploh poznajo postopek prijave spolnega nadlegovanja na Filozofski fakulteti in navsezadnje tudi pravilnik, ki spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti ureja. Skratka, anketo je izpolnilo 182 oseb, ki se identificirajo kot osebe ženskega spola, 26 oseb, ki se identificirajo kot moški in 2 osebi, ki se nista identificirali v okviru binarno zaznamovane kategorije spola. V vzorec je bilo skupaj, glede na bolonjske stopnje, vključenih 121 študentov in študentk prve, 83 druge in 6 študentov oziroma študentk tretje bolonjske stopnje. Gremo zdaj kar že na rezultate. Kot omenjeno, smo v bistvu v prvem sklopu anketnega vprašalnika merili oziroma preverjali poznavanje in razumevanje spolnega nadlegovanja med študenti in študentkami Filozofske fakultete. Za ta namen smo nanizali v bistvu 14 vedenj oziroma 14 oblik spolnega nadlegovanja, ki zajemajo tako verbalne, neverbalne kot fizične ravnanja spolnega nadlegovanja in ugotavljali, ali anketiranci ta ravnanja razumejo kot spolno nadlegovanje ali ne.
In kaj se je pokazalo? Pokazalo se je v bistvu to, da je največ strinjanja med študenti in študentkami, da gre za spolno ravnanje, zaznati pri dejanjih, kot so grožnje z negativnimi posledicami, v primeru, da ne pristanem na ta zgoraj našteta ravnanja, ki smo jih imeli, obljubljanje študijskih ugodnosti v zameno za zgoraj našteta ravnanja, izsiljen poljub, prisila v spolni odnos in prejemanje neželenih sporočil s spolno vsebino. Mogoče bolj zanimiv podatek je ravno v tem, da so se pri nekaterih dejanjih oziroma pri nekaterih oblikah spolnega nadlegovanja pokazale zelo velike razlike v dojemanju, ali gre za spolno nadlegovanje ali ne, in sicer med spoloma, torej med študenti in študentkami. Do največjih razlik je prihajalo predvsem pri dejanjih, kot so neželeni komentarji, ki se nanašajo na videz, oblačenje ali telo, stremljenje v dele telesa, neželena osebna vprašanja v zvezi z družabnim in spolnim življenjem, spreminjanje študijskih tem v teme, ki so povezane s spolom in spolnostjo, in navsezadnje tudi seksistične šale, zgodbe, opazke ali pripombe. Torej, to so oblike spolnega nadlegovanja, za katere je prihajalo do največjih razlik med študenti in študentkami glede ocene, ali gre za spolno nadlegovanje ali ne. Recimo pri seksističnih šalah je ta razlika v 10%. Nekoliko večja je recimo pri neželenih komentarjih, ki se nanašajo na videz, oblačenje ali telo. In zanimivo je, da so to oblike spolnega nadlegovanja, ki so zelo, zelo pogoste. Tudi kadar v nadaljevanju bomo videli, ko smo preverili, s katerimi oblikami spolnega nadlegovanja so se srečevali anketiranci oziroma anketiranke. Ok, naprej, pokazalo se je, da je kar 80 anketirancev in anketirank od 210 anketirancev v času svojega študija na Filozofski fakulteti doživelo vsaj eno izmed oblik spolnega nadlegovanja. Najbolj razširjena oblika je pripovedovanje seksističnih šal, zgodb ali pripomb. Prav tako pa odgovori v bistvu razkrivajo to, da so študentke v veliko večji meri izpostavljene spolnemu nadlegovanju v akademskem prostoru. Študentke so v bistvu namreč doživele vsa našteta ravnanja, razen prisile v spolni odnos. To je bila tudi edina oblika spolnega nadlegovanja, ki je ni doživel nihče izmed anketirancev. Bolj kot študentje so izpostavljene neželenim komentarjem glede njihovega videza, bolj so izpostavljene nedobrodošlemu osvajanju, neželenim osebnim vprašanjem v zvezi z družabnim ali spolnim življenjem in prejemanju neželenih sporočil s spolno vsebino. Dve študentki sta doživeli tudi izsiljen poljub. Prav tako smo v nadaljevanju, nas je zanimalo, kdo so bili nositelji tovrstnih ravnanj. V nadaljevanju bo to v bistvu predstavila Tina, kolegica pri projektu, zato je mogoče tukaj kar predajam besedo. Hvala, Sara. Pozdravljena in pozdravljeni še iz moje strani. Po poročanju anketiranih oseb so dejanja spolnega nadlegovanja v večini primerov storili moški, kakor vidimo tudi iz tabele desno. Vendar je potrebno poudariti, da so pri skoraj vseh oblikah spolnega nadlegovanja, z izjemo tistih, ki so jih doživele samo študentke, gledamo nedobrodošlo osvajanje in pa primere spolnega izsiljevanja, nosilke dejanj tudi ženske. Kljub temu pa je njihov delež v primerjavi z moškimi nizek. Od 90 nosilcev dejanj spolnega nadlegovanja jih je bilo 86 moških, v 21 primerih pa so bile povzročiteljice spolnega nadlegovanja ženske. Sara, lahko daš kar na naslednji slajd, prosim? Ugotovljeno je bilo, da je spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti večinoma znotraj generacijsko. Anketirane osebe so največkrat kot nosilca spolnega nadlegovanja označile prav študijskega kolega oziroma kolegico. Naprej. Vendar ne gre zanemariti, da so nekatere oblike spolnega nadlegovanja pogojene tudi s pozicijo moči.
Anketirane osebe so namreč pri skoraj vseh naštetih dejanjih, z izjemo dejanj prejemanja nezaželenih sporočil ter obljubljanja ugodnosti oziroma groženj z negativnimi posledicami, v primeru, da ne pristanemo v spolne oblike, kot nosilko oziroma nosilca dejanja označile tudi predavateljice oziroma predavatelje. Pri obliki strmenje v dele telesa pa so študentke in študenti kot nosilce dejanja označile vse pozicije, z izjemo zaposlenih v knjižnici in referatu. Na tej točki naj povem, če samo zaposleni v knjižnici in referatu, pravzaprav bile pozicije, ki jih anketirane osebe niso označile kot storilce spolnega nadlegovanja v navedenih primerih. Kar naprej, hvala. Ugotovljeno je bilo, da se študentke in študenti, ki so v okviru Filozofske fakultete doživeli spolno nadlegovanje, nam pravzaprav niso znali odzvati. Največkrat so se delali, kot da se ni nič zgodilo, nekaj se jih je odzvalo šalo ali pa niso storili ničesar, ker so se počutili nemočne. Le 10% oseb z izkušnjo spolnega nadlegovanja je storilko oziroma storilca prosilo, naj z ravnanjem preneha. In kot vidimo, je samo ena oseba od skupno 80 študentk in študentov spolno nadlegovanje prijavila vodstvu fakultete. Nihče od anketiranih oseb se ni obrnil na nevladne organizacije oziroma na policijo. Na tej točki, kar še malo nazaj, Sara, hvala, se lahko vprašamo, zakaj takšni odzivi. Odzivi na spolno nadlegovanje so velikokrat pogojeni z obliko spolnega nadlegovanja, s katero se posameznik oziroma posameznica sreča. Pričakovati gre, da so meje sprejemljivega najbolj trdno postavljene prav pri najbolj eksplicitnih dejanjih fizične narave. To potrjujejo tudi rezultati naše ankete, saj se je, kot je že Sara povedala, izkazalo, da so študentke in študenti pod pojmom spolnega nadlegovanja največkrat prepoznavali prav slednja dejanja, torej dejanja eksplicitne narave. Rezultati ankete pa so pokazali tudi, da so bile anketirane osebe največkrat izpostavljene manj eksplicitnim dejanjem, torej verbalnemu ali neverbalnemu nadlegovanju. In zato moramo njihove odzive najverjetneje razumeti tudi znotraj tega okvira. Hkrati pa ta nizek delež prijav pod vprašanje postavlja tudi odnos institucije do problematike spolnega nadlegovanja. Meje spremenljivega so sicer, kot že omenjeno, subjektivno postavljene, vendar so te vedno odsev ponotranjenih norm, ki odražajo institucionalno organizacijo in družbeno sprejete vrednote. Na razumevanje, prepoznavanje in preprečevanje spolnega nadlegovanja torej odločilno vpliva tako imenovana organizacijska klima institucije. Zdaj pa lahko naprej, hvala, Sara. Na pomanjkljivo poznavanje pravno-formalne urejenosti področja spolnega nadlegovanja namiguje tudi procent, in sicer več kot 85% anketiranih ni poznalo pravilnika Univerze v Ljubljani, ki ureja to področje. Iz tega je mogoče sklepati, da je bilo spolno nadlegovanje na ravni institucije v času, ko smo opravljali anketo, neviden in neproblematiziran pojav, morda celo tabu. Sklenile smo, da bi morala univerza in fakulteta storiti veliko več, predvsem na področju senzibilizacije zaposlenih in študentske populacije na to tematiko, kot prvi korak k reševanju tega problema. Lahko naprej. V okviru naše ankete smo preverjali tudi, na koga bi se študentke oziroma študentje v primeru spolnega nadlegovanja najraje obrnili. Ugotovile smo, da bi se študentke oziroma študentje najraje obrnili na zaupno osebo, zato ki takega kadra v času, ko smo upravljali našo anketo na Filozofski fakulteti, še ni bilo. Spodbudno pa je pravzaprav poročati o tem, da se je od časa, ko se je naša anketa odvila, pravzaprav, da smo s tem novim študijskim letom dobili na voljo kar 3 zaposlene, ki so strokovno usposobljene za to področje. Še zadnji slajd.
Korak naprej pa predstavlja tudi akcijo zaveščanja, ki se je ob začetku novega študijskega leta odvila na fakulteti z naslovom Stop nasilju in pa strokovni priročnik ter ne nazadnje takele okrogle mize, na katerih se srečujemo tudi danes. Hvala. To je bilo zaenkrat vse. Hvala lepa, hvala obema. Ja, tudi s vašimi prispevki se je spodbudilo k temu, da moramo nekaj narediti. Tako da hvala obema zaenkrat za predstavitev. Mogoče Sara, tako, ja. Zdaj pa predajam besedo, bomo potem diskusijo in vprašanja tudi o posameznih predstavitvah kasneje, tako da bi zdaj dala besedo Toni in Anemariji, da nam nekaj več poveste o sami skupini Rezistenca, kdaj, s kakšnim namenom ste se združile in zakaj je nastala ideja o anketi, skozi katero ugotavljate prisotnost spolnega nadlegovanja in nasilja na UL. Zatem pa tudi, prosim, če lahko še predstavite, kaj je anketa do sedaj pokazala. Evo, predajam besedo. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi tukaj. Jaz bom v bistvu začela z uvodno predstavitev, pa potem Anemarija nadaljevala z predstavitev vsaj teh preliminarnih rezultatov, kakor o njih lahko govorimo. Rezistenca je v resnici nastala zelo naključno. Novembra 2019 smo se v bistvu začetno ekipo spoznali na sestanku stanovanjskega gibanja, ki bomo prispali, in je v bistvu beseda slučajno nanesla na temo spolnega nadlegovanja na fakultetah, saj so se takrat v bistvu v študentskem društvu Iskra ukvarjale s pregledom pravilnikov v institucijah na to temo. Ravno tako so pa tudi te druge študentke, s katerimi smo bile v pogovoru, se začele organizirati znotraj njihove fakultete. Dogovorile smo se, da se v bistvu dobimo enkrat na ločenem sestanku, da ugotovimo, kaj lahko študentke glede tega sploh ukrenemo. In kar se nam je začelo dogajati je, da je v bistvu na vsak sestanek prihajalo več in več študentk z vse več različnih fakultet. In takrat smo v resnici zares šele dojele razsežnost problema in da je nujno v bistvu, da o tem javno spregovorimo. Nekako smo si v bistvu že na začetku zastavili cilj, da ne moremo o stvarih samo spregovoriti, ampak da želimo doseči neke realne spremembe. Tako da smo v bistvu že eno izmed stvari, ki smo si jo že na začetku zadale, takrat je bilo, da najprej raziščemo po eni strani, kakšni so pri nas pravilniki, kakšna je praksa in da naredimo raziskavo o razširjenosti tega pojava. Zaradi tega, ker v tisti začetni fazi smo v resnici začeli klicati kolegice na vseh fakultetah in smo bile tako, a se to pri vas dogaja? In študentke so nam vse rekle, ja, imamo problem, imamo vsaj enega problematičnega profesorja ali profesorico. Tako da v bistvu nas je na podlagi tega zanimalo vse, kako pogosto se pojavlja, kje se dogaja, kako se počutijo osebe, ali zaupajo dovolj institucijam, da se obrnejo na njih in vse to. Eden izmed razlogov, zakaj smo rekli, da moramo narediti raziskavo, je, da smo vedeli, da se v bistvu zdaj kle zoperstavljamo enim uveljavljenim strukturam in razmerjem moči na univerzah. In da smo mi v tej poziciji podrejene in da če želimo imeti nek legitimen glas in neke konkretne podatke, s katerimi operiramo, da enostavno moramo to raziskavo narediti. Druga stvar, ki smo v bistvu tudi že na začetku vedeli, je, da bomo v tem boju rabili zaveznike. Tako da mi smo v bistvu začeli tako, da smo hodile do raznih predstavnikov, do profesoric na fakultetah, do sindikalnih zaupnikov, do ministrstva, do vseh in smo spraševali, a vi veste, da se to dogaja? Kakšna so vaša mnenja? Ali smo na kakršenkoli način zaščitene? In odgovori so bili nekako vedno v smeri ne, ki sicer je bil ne vem ali ne senzibiliziran, mislim, nekako sem socializiran v to, da tega ne opažam in o tem ne govorim in ne zaznavam. V resnici so nam tukaj zelo priskočili na pomoč nevladniki, še posebej imamo zelo pozitivne izkušnje z Društvom za nenasilno komunikacijo, ki nam je skozi vse te postopke stal ob strani. Za nas so tudi izvedli tečaje senzibilizacije, kako se pogovarjati z osebami z izkušnjo nasilja, kako postopati in vse to. Tako da v bistvu smo z zasnovanjem raziskave začeli že januarja 2020.
Ja, in smo to želeli takrat v bistvu že vse izvesti, ampak nas je potem nekako ta epidemija in ta v bistvu situacija v državi nekako zaustavila, nekako, če ni faksa, zelo težko hodiš po faksu in delaš kampanjo ozaveščanja. Imeli smo tudi problem tega, da smo samo organizirana skupina, da nismo imeli dostopov do uradnih kanalov, po katerih bi lahko anketo distribuirale. Ampak smo vseeno nekako poleti nabrale moči in rekle, ne, to je nek boj, ki ga moramo storiti, moramo nadaljevati, moramo o tem govoriti. In tako smo v bistvu potem dale ven anketo 25. novembra kot simbolično ki vključuje v bistvu dan proti nasilju nad ženskami, ne. Slučajno se je v tistem obdobju tudi zgodil tisti leak iz Filofaksa, tako da je v bistvu pol kar naenkrat vse skupaj eksplodiralo, kar je nekaj, kar nismo pričakovale. Pozitivno smo bile v resnici presenečene nad samim odzivom, nad tem, da se je težavo in situacijo vzelo resno. In v bistvu nam je bil določen odziv institucij všeč, še vedno v bistvu pa smo razočarane, ker razen Univerze v Ljubljani nekako druge univerze niso šle po tej poti, da bi se delalo spremembe. Tudi na zakonski ravni se, kakor slišimo znotraj ministrstva, zaenkrat ne dogaja zelo veliko, tako da to so še vedno ene stvari, ki jih je treba nasloviti. Ampak ja, tako da mi imamo evo zdaj raziskavo zunaj še do 25. maja. Na kar pol v bistvu sledi obdelava podatkov in spremna študija. Lotili smo se tudi pregledovanja zakonodaje in povezovanja v bistvu z drugimi podobnimi gibanji znotraj Evrope, tako da nekako upamo, da bomo v prihodnje lahko tudi izdali zbornik, ki bo nekako zaokroženo predstavil celotno tematiko. Tako da to je pa v bistvu zdaj to od mene in besedo predajam Ane-Mariji. Ja, jaz pa bom predstavila v bistvu naše preliminarne rezultate, katere smo v bistvu tudi predstavile za naš dogodek ob 8. marcu. Ta je še vedno dostopen na naših socialnih omrežjih, tako da lahko tudi tam preverite. Zdaj najprej par uvodnih besed, se pravi, naša raziskava je predvsem, oziroma anketa je predvsem namenjena vsem študentkam in študentom, ki so bili kadarkoli vključeni v izobraževalni proces. Z anketo smo želeli in želimo raziskati stališča, mnenja in izkušnje študentk in študentov s spolnim nadlegovanjem in nasiljem v akademskem prostoru. Splošno nam pa rezultati ankete kažejo na razpršenost in vse prisotnost spolnega nadlegovanja oziroma nasilja v akademskem prostoru. Izbrane izkušnje in pričevanja nam pa tudi kažejo na kompleksnost situacij, ko pride do nasilja, predvsem pa pomanjkanje razumevanja ljudi odgovornih za te spremembe, položaja, v katerem v kakšnem položaju se osebe z izkušnjo spolnega nadlegovanja lahko znajdejo. Torej, anketo je izpolnilo približno 1400 oseb, od tega je skoraj 80% žensk, moških je 19%, 1% je pa oseb, ki se ne identificirajo znotraj binarnega spektra. Večina pa študija še ni zaključila. Podatke zbiramo za vse visokošolske zavode in ustanove v Sloveniji. Zaenkrat je največ anketirancev obiskalo Univerzo v Ljubljani, teh je približno 60%, nato je Univerza v Mariboru in pa potem še Univerza na Primorskem. 30% ljudi pa v bistvu svoje matične institucije ni želelo navesti. Torej, pri vprašanju prepoznavanja spolnega nadlegovanja nam podatki kažejo, da anketiranke in anketiranci po večini prepoznajo bolj izrazite mehanizme nadlegovanja, nekatera manj očitna obnašanja, kot so recimo bahanje osebe s spolnimi podvigi in deljenje spolnih izkušenj, fantazij, pa kot takšna niti niso znana. To kaže tudi na dejstvo, da je spolno nadlegovanje širše v družbi ni dovolj naslovljeno, ampak predvsem normalizirano. V povprečju je 12% vseh anketiranih že doživelo neko obliko spolnega nadlegovanja
na podlagi videza oziroma načina obnašanja, razne oblike verbalnega spolnega nasilja, komentarji na videz, napeljevanje pogovora na temo spolnosti, pa je strani pedagoškega kadra na visokošolskih zavodih doživelo že približno 17% vseh anketiranih. Od odziva oseb za izkušnjo spolnega nadlegovanja lahko povemo, da je nadlegovanje po večini, da so storilci po večini moški. Ravno tako lahko vidimo, da višje kot so osebe znotraj zaposlitvene strukture univerz, bolj verjetno je, da bodo izvajale spolno nadlegovanje. To lahko sklepamo, da z večjo zaposlitveno varnostjo in družbeno močjo, ki jo prinašajo nazivi, se storilci počutijo tudi bolj imune na posledice takšnih dejanj. Osebe, ki imajo izkušnjo spolnega nadlegovanja, se o le-tej v večini, se pravi 61%, zaupajo prijateljici ali prijatelju, 56% oseb nadlegovalca ignorira in se mu skuša čim bolj izogniti, 30% oseb pokaže neodobravanje in zahteva prenehanje izvajanega nadlegovanja, le 4% oseb so se pritožili na fakulteto in le 1% oseb je obvestil ostale zaposlene na fakulteti. To nam jasno kaže, da se študentke in študenti ne čutijo dovolj zaupanja do vodstva fakultete, da bi se obrnile na njih. 3% oseb je dejanje prijavilo organom pregona, policiji, kar 24% oseb, ki doživi neko obliko spolnega nadlegovanja, pa o le-tem molči oziroma ne stori ničesar. Osebe, ki so se odločile spolno nasilje prijaviti, teh je le peščica torej, so po večini doživele razočaranje nad odnosom odgovornih oseb, minimaliziranja nasilja oziroma pometanja nasilja pod preprogo. Zato pa tudi ne preseneča, da osebe z izkušnjo spolnega nadlegovanja se počutijo, se pravi 72% se sooča z občutki tesnobe, 57% se čuti manj vredne, 52% čuti strah, 42% se jih sooča tudi z občutki krivde in 40% z občutki obupanosti. Prav tako pa študentke in študentje poročajo o občutkih jeze. Potem, ko je do spolnega nadlegovanja prišlo, je kar 55 oseb z izkušnjo spolnega nadlegovanja jim je bilo neprijetno hoditi, torej več kot polovica, 15% gre le kadar je nujno, 12% pa je prenehalo obiskovati predavanja pri dotični osebi. 17% oseb poroča, da takšnih težav niso občutili. Ravno tako je 42% anketiranih in anketirank z izkušnjo nasilja prenehali obiskovati govorilne ure pri dotični osebi, 14% jih je obiskalo le, kadar je nujno, 37% pa poroča, da jim je bilo pač poslej neprijetno hoditi na govorilne ure, tako da se vidi tukaj nek vzorec. Zdaj, po izkušnji spolnega nadlegovanja je večina oseb ostala na izbrani fakulteti in tudi na izbrani študijskih, večina oseb je ostala, ampak študija ni dokončala, nekateri so študij dokončali na drugi fakulteti, majhen odstotek je pa potem tudi zamenjal mentorja za zaključno delo. Zdaj za na konec smo pa spraševali v bistvu študentke in študente po njihovih stališčih glede spolnega nadlegovanja, poznavanju podpornih struktur in v bistvu kar 24% vseh anketiranih se o spolnem nadlegovanju pedagoškega kadra pogovarjalo s svojimi vrstniki oziroma za študenti pač višjih letnikov. Večina, se pravi, to je ta prvi graf, se strinja, da je nadlegovalce potrebno prijaviti. 59% študentov bi se zaupalo drugi osebi na svoji fakulteti, a le 28% študentov ve, na koga bi se obrnilo, in le 22% jih pozna svoje pravice. To kaže na izrazit manjko informiranja študentov in študent glede njihovih pravic in možnosti uveljavljanja le-teh. Tako se 80% študentov in študent strinja, da spolno nadlegovanje na fakultetah ni naslovljeno.
Na koncu pa smo spraševali še po stališčih do odnosa med študenti in študentkami z pedagoškim kadrom. Kar 26 anketirancev pozna primere takšnih razmerij, vendar se 61% vprašanih zdijo neprimerna. To vprašanje smo zastavili predvsem zato, ker je to še manj naslovljena tema pri nas, a očitno se takšni odnosi dogajajo. Znotraj raziskave smo sicer prejeli tudi primere izpovedi študent, ki so se zapletle s svojimi profesorji in šele post festum ugotovile, da to je bil v bistvu toksičen odnos in da v bistvu to ni bilo, da se jim je zdelo v bistvu potem to tudi sporno. Zdaj splošno nam rezultati ankete kažejo na razpršenost in vseprisotnost nadlegovanja oziroma nasilja v akademskem prostoru. Izbrane izkušnje in pričevanja nam pa tudi kažejo na kompleksnost v situaciji. Naučeno nemoč preživelih in pomanjkanje struktur podpore z osebam z izkušnjo nasilja, predvsem pa pomanjkanje tudi razumevanja ljudi odgovornih za spremembe, položajev, v katerem se osebe z izkušnjo spolnega nadlegovanja znajdejo. Glede na naše preliminarne rezultate pa je potrebno poudariti, da je spolno nasilje in nadlegovanje na fakultetah močno zaznamovano z neenakim razmerjem moči ter predvsem z izrabljanjem te moči. Ta anketa še poteka, kot smo že povedali, do 25. maja, tako da vabim tudi prisotne, da jo rešijo. Hvala. Hvala lepa tudi vama dvema za zelo zanimivo predstavitev. Jaz bi lahko samo na hitro, preden dam Jovani besedo, rekla, da vaše ugotovitve tako ene kot druge ankete prvič sovpadajo, in drugič zelo sovpadajo tudi z vsemi ugotovitvami mednarodnih študij. Torej, da Slovenija se pokaže ni izjema pri prisotnosti tega problema. Zdaj pa jaz torej nadaljevala z Jovana s tabo in bi te vprašala, ti se torej ukvarjaš z raziskovanjem enakosti spolov in posledično v tem obziru ne moremo mimo vprašanja tudi spolnega ter drugega nadlegovanja nasilja, ker je to eno z drugim neposredno povezano. In zato te prosim, če lahko skozi prizmo te vednosti, ki jo imaš na tem področju, pokomentiraš rezultate obeh raziskav. Kaj so nekako po tvojem mnenju ključne specifike recimo slovenskega akademskega polja v tem smislu in kaj je tisto, kar bi nas iz predstavljenega moralo predvsem skrbeti, najbolj skrbeti recimo? Hvala za besedo. Prvo bi rada čestitala študentkam za pogum, za opravljeno raziskovalno delo na zelo visoki raziskovalni ravni. Meni se zdi, da bi te izsledke obeh raziskav komot predstavili na znanstvenih konferencah in upam, da je ovo samo začetek neke poglobljene analize, ki jo boste naprej delale, tako da res čestitke. Torej, te dve raziskave so komplementarne. Ena je predvsem pokazala problem, torej prva predstavljena raziskava je pokazala problem razširjenosti nasilja med samimi študenti oziroma študentkami, torej to, čemu rečemo horizontalno nasilje, rezistenca pa se je fokusirala na vertikalno nasilje. In zdaj v tem smislu ne moremo popolnoma primerjati dve raziskave, ker v bistvu bi do nekih primerjalnih rezultatov prišli, če bi tudi druga raziskava vključevala predavateljice kot nosilce v bistvu spolnega nadlegovanja. Ampak tisto, kar je očitno skupno obema raziskavama, prvo je to, da čeprav ženske oziroma študentke ženskega spola predstavljajo nekje večino, naprimer okrog 60% študentov, vseh študentov Univerze v Ljubljani. V obeh raziskavah je bilo več kot 80 respondentk. Se pravi, ta problem je veliko bolj pereč za osebe ženskega spola, one ga bolj prepoznavajo in bolj so deležne spolnega nadlegovanja. Kot je
prva raziskava pokazala, tudi hitreje prepoznajo, kaj dejansko je spolno nadlegovanje. Vendar tisto, kar je zaskrbljujoče, je, da tisto, kar je najbolj razširjeno, to je komentiranje ženskega videza, neprijetni pogledi, komentiranje obleke, torej ukvarjanje z ženskim videzom, je najbolj razširjeno in tudi najbolj normalizirano oziroma najmanj prepoznano kot spolno nadlegovanje, in temu tudi ni nekaj, kar tudi same osebe, ki so deležne tega in ki to prepoznajo kot nekaj neprijetnega, tudi nimajo občutek, da je to sploh, da je prostor za ne prijaviti to, ampak da sploh se upreti temu na neki oster, rezoluten način. Prva raziskava, ki se fokusira na študente, sem prav zapisala, torej ena od najbolj pogostih oblik pored komentiranja obleke so tudi seksistične šale, govor o spolnosti, nezaželen, seksualizacija študentskega pogovora, ki naj bi bil kolegialen. In najbolj pogosta reakcija je ignoriranje ali šala. Torej, na neprijetne poglede ignoriramo s šalo, ki je torej ena stopnja kot bolj izražena, torej nekaj, kar je že verbalno, s tem pa odgovorimo s šalo, torej nekako depolitiziramo sam taj akt spolnega nadlegovanja. In to v bistvu govori o eni splošni družbeni kulturi, ki v bistvu normalizira seksističen, mačističen diskurs in ki v bistvu normalizira objektifikacijo žensk celo v akademskem polju, ki naj bi, od katerega bi morali pričakovati, da je še najbolj fokusiran na intelektualno delo, intelektualno vrednost oseb, na tisto, kar imaš povedati. In v bistvu to je že začetek izključevanja žensk iz akademskega polja. To je tisto, kar nam razloži, zakaj dejstvo, da imamo večino doktoric znanosti že 20 let v Sloveniji, že na nivoju asistentov, asistentk in potem docentkov in tako naprej, v bistvu se zmanjšuje število oziroma odstotek žensk, ki je seveda najnižji na vrhu akademske lestvice. In to je povezano z rezultatom rezistencine raziskave, ki prav to pokaže, da bolj ko je profesor, profesorica na višjem nivoju, torej bolj ko je zaščiten in v večji poziciji moči, je tudi bolj drzen oziroma drzna, bolj si upa in tudi sankcije so manjše. Kot poznamo v bistvu edino javno znan primer sankcij s filozofske fakultete, sankcija, ki se je zgodila storilcu, je bila v bistvu ne podaljšana habilitacija, ampak tisti, ki so na vrhu lestvice tega, v bistvu enkrat, ko postanete redni profesor, profesorica, v bistvu ne greste več skozi ta habilitacijski proces in v bistvu tudi ta ukrep, na primer, ne bi mogel zaležeti. In vse, torej, kot je Jasna izpostavila, to ni neki slovenski specifikum, ampak tisto, kar je mogoče bolj tipično za Slovenijo, druge univerze na prostoru nekdanje Jugoslavije in v kontinentalnem delu Evrope, centralna, vzhodna Evropa je tudi, za njih je tipično to, kar bom zdaj povedala, to je nekaj, čemur se reče akademsko samooplojevanje, se pravi navada, da predavateljsko osebje na eni univerzi so v bistvu nekdanji študenti ne samo te univerze, ampak te fakultete. In da v bistvu edini način, da pridete do predavateljske oziroma da plezate po akademski lestvici, je, da v bistvu ste v neki dolgoletni podrejeni poziciji, osebi, ki vam je
mentor, mentorica, da ste vezani na njeno kariero in da veliko časa v bistvu v tem prehodnem obdobju od študenta s 3. bolonjske stopnje do nekoga, ki je na docentski poziciji in dokaj ima neko samostojnost, je v bistvu skoraj 10-15 let nekega satelitiranja tega najnižjega akademskega osebja oziroma doktorskih študentov, ki so mogoče mladi raziskovalci, raziskovalke, ki so v zelo prekarni poziciji. In ta prekarnost, to so tudi raziskave v Sloveniji pokazale, se z leti povečuje z vse večjo neoliberalizacijo slovenske akademije. In takšno okolje v bistvu je dobro gojišče za kulturo molka. Ker so osebe, ki bi na primer lahko zaznale problem, na primer asistent, asistentka, nekdo, ki je mlajše generacije in mogoče bolj senzibiliziran, pogosto ni v poziciji moči, da bi se zoperstavila tej zelo močni in trdni in konzervativni akademski hierarhiji. Ko rečem konzervativni, mislim nepretočni, nedinamični, težko prehajate z ene inštitucije na drugo in ste konstantno v neki podrejeni poziciji znotraj te piramide. Ta kultura molka, ki velja za vrsto trpinčenja druge vrste, ki se dogaja tudi med samimi zaposleni, je v bistvu dobro gojišče, da se študentke pusti na cedilu, tedaj, ko bi jim se moralo pomagati. Toliko bom za zdaj, ostalo bom kasneje. Hvala. Hvala, Jovana. Kar nekaj zelo pomembnih poudarkov. Sploh si lepo rekla, takšno okolje dobro gojišče za kulturo molka, ne? Zato je tako pomembno, da začnemo o tem govoriti na različnih nivojih in zlasti tisti, ki smo morebiti že na neki znotraj hierarhije na neki poziciji postavljeni, ne bom rekla na poziciji moči, pa vendar ne, lahko začnemo govoriti pa zadeve premikati. Bi mogoče Katira še kaj dodala k temu, kar je Jovana povedala? Ne, bomo kasneje. Pa bi pa jaz, Jovana, s tabo nadaljevala in v bistvu tu dalje. Zdaj, ti si imela vpogled v eno izmed prijav na univerzi, spremljala si jo od blizu in žrtev si tudi spremljala v postopkih. Nam lahko malce poveš, kaj je po tvoji oceni kje so ključni problemi v tem procesu same prijave in obravnave takih primerov na rektoratu, zlasti, če gre za prijavitelje, ki je recimo mlada oseba, je čustveno ranjena, po možnosti brez nekega ustreznega pravnega suporta odvetnika, ker si to ne more privoščiti. Taka oseba je verjetno v bistveno bolj ranljivem položaju, kot mu more biti, ne vem, nekdo, ki je zaposlen, pa mu mogoče že po tej liniji, torej ima neko plačo, si lahko privošči tudi boljše pravno zastopstvo in druge vrste pomoči, skratka, že mogoče tudi sam na neki poziciji moči. Tako da, evo, če nam lahko še malce to orišeš. Ja, hvala. Torej, zaradi čisto osebnih okoliščin sem bila v stiku z eno takšno prijavo in je spremljala od blizu in bom v bistvu govorila ne toliko kot prijateljica in moralna podpora konkretni osebi, ampak kot nekdo, kot sem rekla, ki se ukvarja s strukturalnimi problemi v akademskem polju in sem zaznala tisto, kar je v bistvu toliko problematično, da se v bistvu ne prepoznava kot problem, dokler osebo ne doleti in to izkusi. Torej, vse se seveda začne iz pozicije podrejenosti in do prijave se mi zdi pride šele tedaj, ko oseba začuti neko opolnomočenje. Oseba, o kateri govorim, že zdavnaj ni več študentka in seveda v času študija, tako kot sta obe raziskavi pokazali, sploh se ni zavedala, kaj so mogoči mehanizmi prijavljanja, seveda ni poznala pravilnik in tudi tudi smo rabile nekaj časa, da smo našle pravilnik, v bistvu, da smo prvo sploh zvedle, da obstaja. Torej, tudi ko prideš do nekega zavedanja, da je nekaj problem in hočeš ukrepati, ne veš, kje bi začel.
In v tem smislu to, kar je začela Rezistenca kot neki grassroot movement in to, kar je izvedla Filozofska fakulteta z zadnjimi ukrepi oziroma z mehanizmom zaupnih oseb, se mi zdi ključnega pomena. Ključno je pa tudi nenehno obveščanje, da nekaj takega obstaja, ker se moramo zavedati, študenti se vsakih 4 leta se populacija praktično zamenja. In je to nekaj, kar mislim, da mora postati konstantna praksa, del brucevanja. V primeru, ki ga opisujem, ne samo, da ni obstajala vednost, kako začeti, kje prijaviti in kako se zaščititi, ampak tudi je bilo za to osebo v času študija eno globoko nezaupanje, da sploh to ima smisel prijaviti, zaradi tega, ker je v bistvu ob neformalnih poskusih opozarjanja stvar bila ignorirana, oziroma, naprimer, ko je prišlo do nekega neprimernega dogodka, drugi od strane profesorja, drugi navzoči profesorji so se delali, kot da nič ni. In to jasno pošilja sporočilo, da v bistvu da nima smisla se obrniti. In v bistvu to so vse razlogi, zakaj do prijave med študijem ni bilo in ni moglo priti. Na to, enkrat, ko se je začela prijava, to, kar sem opazila, je, da je ogromno po trenutnem mehanizmu, ogromno breme na sami osebi, ki prijavlja. V bistvu breme dokazovanja je na vaših ramenih. Ne obstajajo jasne smernice, kako bi prijava morala izgledati, koliko naj bi šli v podrobno pojasnjevanje, a je to 1 stran ali 10 strani. Vsi imamo strah pred belim papirjem, v takšnih primerih pa še bolj. In v bistvu ta izkušnja je pokazala, da po trenutnih pravilih prijavitelj, prijaviteljica rabi celo podporno skupino, psihoterapevtsko skupino prijateljev, ki imajo različna znanja, tudi različne karakterje. Eni bodo opogumljali, eni bodo bildali jezo, drugi bodo blažili jezo, ampak v bistvu to zahteva resno psihosocialno podporo. In sedanji sistem v bistvu to sploh ne predvideva. In ne predvideva, da je sam proces prijavljanja nekaj, kar je dodatno težko, poleg tega, kar se vam je že zgodilo. Oseba, ki je prijavila, je v bistvu rekla, da ona tega ne bi mogla storiti v času študija. Ne samo, ker ni vedela, ampak ker ni bila dovolj močna. Je rekla, da v bistvu takšna prijava zahteva časa, energijo, suporta prijateljev, kot sem omenila, in v bistvu ukvarjanje s svojim psihofizičnim zdravjem do te mere, da ne bi imel časa se ukvarjati s študijem. Ker, kot vemo, vsi smo bili enkrat študentke, študij je obdobje, ko se vsi mi iščemo, gradimo kot osebe in tudi dvomimo vase. Ko se najdete v poziciji, da ste deležni spolnega nadlegovanja, ta dvom vase vas v bistvu vam pride do živega, do same vaše človeškosti, do vaše ženskosti. In v bistvu me ne preseneča to, kar je pokazala raziskava Rezistence, da se pogosto študij zna ustaviti ali prenehati ali se prestavi nekam drugam. In v bistvu to so hude posledice ne samo na kariero, nego na identiteto, neko profesionalno, javno identiteto, ki naj bi vsaka oseba gradila med študijem. Druga stvar je, da v bistvu, ker je procedura nejasna, trenutna procedura prijavljanja nejasna, in ker se zahteva v bistvu enkrat, ko se procedura začne, se zahteva molčanje od strane prijavitelja, prijaviteljice, je to
dodaten neki psihološki stres, ker v bistvu svojo izkušnjo ne morete deliti razen z najbolj intimnim krogom, ki je do tega trenutka mogoče že izčrpan, zasičen in ima svoj študij, svoj life in ne more se iti neke nevladne organizacije. Torej, to je nekaj, kar zahteva ne samo psihosocialno pomoč, ampak ko se procedura prijave začne, v bistvu se izkaže, da zahteva tudi pravniško pomoč. Ker tisto, kar se lahko zgodi, je, da se druga stran začne oboroževati s pravniki. Z njima groziti, mogoče se začne kazenski proces, torej tisto, kar ste spisali v prijavi, morate ponoviti kriminalistom ali se ukvarjati s policijo in potem pride, procedura gre tako naprej, da v bistvu rektorat skliče komisijo, ki naj bi ugotovila dejstva, ampak komisija se ne zadovolji samo za samo prijavo in pride do nečesa, čemu se celo uradno reče zasliševanje. In si zdaj predstavljate nekoga, ki je že izšel debelo iz svojega comfort zona, stavijo na papir neprijetne stvari in kot sociologinje verjetno poznate, koliko je pomemben sam diskurs, ki ga uporabljamo. Če se nekaj imenuje zasliševanje ali zagovor, vi se v bistvu že čutite kot da bi vi bile krive oziroma ja. In to zasliševanje v konkretnem primeru je trajalo več kot 6 ur. Več o tem ne morem povedati in tudi je to vse zaupno, ampak dejstvo samega trajanja postopka govori o tem, koliko je to fizično naporno. Tudi je občutek konstantnega nezaupanja v to, ali to sploh ima smisla in ali se bo prišlo do nekih posledic in pravice, ker sta nekako dve stvari se pojavljata v tem diskurzu z uradnimi osebami in v samem procesu, tudi na komunikaciji na teh dveh ravni, fakulteta, univerza, ker v bistvu, če ste še vedno študentka, vi ste predvsem v kontaktu z fakulteto, ne pa z univerzo. In je v bistvu občutek nezaupanja v sistem, naprimer ne dobite vprašanja vnaprej ali opis tega, kako bo zasliševanje izgledalo, torej greste s nekim strahom na ta dogodek in tudi nimate zaupanja, da so 3 osebe, ki so sklicane v komisiji, dejansko nevtralne, dejansko ozaveščene, da imajo znanja. Prav me zanima, kakšni bi rezultati o tem, kaj spolno nadlegovanje je, kakšne bi rezultate dobili, če bi to anketo sprovedli med profesorji in profesoricami. Koliko njih bi prepoznalo seksistično šalo kot spolno nadlegovanje. Nisem sigurna, da bi rezultati bili boljši oziroma zdi se mi, da bi pri starejših generacijah in posebej pri moških znali biti veliko slabši, kot so pokazali rezultati študentov. Mnenje študentov. In torej ne zaupa se v njihovo, oseba ne more, nima na podlagi česa zaupati v njihovo presojo, od njihove presoje pa je odvisno vse. Je odvisno, ali bo predavatelj, predavateljica sankcionirana in ali boste vi izpadli kratko malo budala, da ne govorimo o nekih hujših posledicah, da v bistvu vas lahko šikanirajo, sankcionirajo kot študenta, študentko, na indirektne načine je to pogosto mogoče in da ste tudi nekako izločeni ali zavrženi od strane širše študentske populacije. Tako da je v bistvu na podlagi vsega tega se zastavlja vprašanje, zakaj bi pa sploh kdo prijavljal. Kakšen je izkupiček tega, da greste v prijavo po sedanjem sistemu oziroma sedanji sistem je nujno spreminjati. Hvala, Jovana. Ja, to je velik problem sploh formalnih prijav. To za žrtve nikoli ni enostavno in zato je tako pomembno, da se ti postopki oblikujejo in naredijo tako, da so žrtvi prijaznejši in da omogočajo največjo možno zaščito v celem njegovem postopku. Zato je tukaj zelo pomembno in to, mislim, to smo nekako poskušali zajeti v naših smernicah,
da v ozadju ima oseba support matične institucije. Torej, postopek vodi sicer univerza, ampak fakulteta bi morala biti tista, ki nekako prevzame celotno težo postopka, in je tista, ki je glas žrtve. Tako da nekaj tega se v pravilniku spreminja, recimo to zasliševanje in zagovor se sedaj spremenilo v osebni pogovor in se je tudi zmehčalo ta način, kako bi se naj to vodilo. Še vedno pa moje vprašanje ostaja okrog komisije, ki je tudi, ki še vedno ostaja kot del postopka, ampak tukaj bi bilo zelo pomembno dodatno premisliti, kdo so ti člani komisije. Zaenkrat še vedno ostaja precej ohlapno definirano, kdo to so. Tako da, bi katera od vas mogoče še kaj pokomentirala, dodala od tega pri tem? Sicer pa hvala, Jovana, mislim, da je zelo pomembno, da skozi primere vidimo, ker univerza nasploh ima in fakultete imajo zelo specifične situacije, ki jih tudi ne moramo vse zajeti, zelo težko jih je vse zajeti v predhodne rešitve, ampak jih je pa potrebno misliti, ker so sploh ta intimnost razmerij, je bi rekla, je zelo visoka, recimo, sploh ne vem, mentorstva MR-ja, tako kot si tudi ti omenila, so določene situacije, ko ne moramo, ko je so ta razmerja zelo tesna med seboj. Jaz bi zdaj mogoče to nadaljevala z vprašanjem Tini in Sari, zdaj, vi ste v vašem projektu ugotovili, da se bistveno več spolnega nadlegovanja, vsaj na filozofski fakulteti, dogaja po horizontali, torej med študenti in študentkami samimi. Manj pa je bilo teh odgovorov po vertikali, torej da bi nekdo od pedagoškega kadra nadlegoval študenta ali študentko. In kako si razlagate te rezultate? Ali menite, da je ta problem horizontalnega nadlegovanja dovolj ustrezno naslavljamo, smo nanj dovolj pozorni, ali je to nekaj, kar še hitreje hote ali ne hote spregledamo? Lahko mogoče jaz, Tina, kar prva, pa me boš ti potem dopolnila. Jaz bi mogoče na to vprašanje odgovorila precej splošno, z vidika neke splošne družbene klime, in jaz upam tukaj trditi, da smo precej bolj kritični ali pa se hitreje odzovemo takrat, kadar gre za spolno nadlegovanje, ki se dogaja na vertikalni ravni, naprimer velikokrat smo danes slišali med profesorjem in študentom. Zaradi tega, ker gre po mojem mnenju tukaj res za brutalno izrabo institucionalne moči, gre za izrabo zaupanja in seveda je prav, da temu zelo jasno postavimo meje. Ker spolno nadlegovanje izvajajo tisti, ki so na faksu naše strokovne avtoritete, to so osebe, ki jim zaupamo, da so strokovne, da nekaj vedo, te osebe nekaj znajo. In vsak pedagog, vsak pedagoginja zelo jasno ve, da je to zaupanje ključno v procesu osvajanja znanja in to zaupanje izrabi. Po drugi strani pa ne smemo zanemariti razširjenost spolnega nadlegovanja, kot je pokazala tudi naša anketa, ki se dogaja horizontalno med študenti in študentkami, ki je mogoče z tega vidika precej bolj normalizirano in prikrito. Morda zaradi tega, ker se študente dojema kot dve enakovredni osebi, kot osebi, ki sta v dveh enakovrednih pozicijah, pa si mogoče rečemo, saj se bosta že zmenila sama. Ampak ne smemo pozabiti, da tudi tukaj se pletajo razmerja moči, spolna, kulturna, in tudi te osebe je potrebno zaščititi. Tako da moje stališče je, da bo na tem področju še veliko potrebno narediti, predvsem v smeri senzibilizacije horizontalnega spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru. Res je to, kar smo se pogovarjali tudi prej, da obstajajo občasne akcije senzibilizacije, ozaveščanja o spolnem nadlegovanju v osnovnih, v srednjih šolah, a vendar spolno nadlegovanje na tej ravni v institucijah visokošolskega izobraževanja do sedaj nismo še zadostno naslovili. Hvala, Sara. Tina, mogoče? Ja, jaz bi se kar pridružila Sarinemu mnenju, pa mogoče bi se referirala tudi na Jovano, in sicer to, da rabimo, ko naslavljamo spolno nadlegovanje, pravzaprav je nek trenutek opolnomočenja. In pri spolnem nadlegovanju je prvi ta trenutek prav to, da to nadlegovanje postane vidno. In v zdajšnjem diskurzu, ki se odvija okrog
spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru je izpostavljena prav ta vertikalna raven, horizontalna pa je nekako spregledana. Tako da je mogoče tudi iz tega sklepati, da je to nekaj, o čemer osebe si niti ne upajo razmišljati, ker ta dejanja še niso javno označena in sankcionirana kot neželena. In prav te javne označitve in sankcioniranje so pa tiste, ki pravzaprav spodbudijo oblikovanje varnega okolja za članice, tako da se mi zdi, da je to treba tudi horizontalno nadlegovanje naslavljati. Navezala bi se pa še na sistemsko pomanjkljivost, in sicer ob pregledu pravilnikov, pa če se zdaj vežem samo na pravilnik Ljubljanske univerze, smo ugotovili, da ta, čeprav v bistvu v naslovu naslavlja tudi študente, v nadaljevanju navaja samo načine odpravljanja posledic spolnega nadlegovanja v akademskem prostoru za zaposlene. Tako da v bistvu iz tega pravilnika sploh ni razvidno, kaj bi se zgodilo, če do spolnega nadlegovanja pride v odnosu predavatelj študent oziroma študentka, kaj šele med samo študentsko populacijo. Je pa Tonja že v naši diskusiji, ki je potekala majčkeno preden se je ta okrogla miza začela, povedala, da v bistvu obstaja pa za to medštudentsko, medgeneracijsko raven nek drug pravilnik, in sicer pravilnik o discipliniranju študentske populacije, in je tudi to pravzaprav se tudi tukaj vidi zopet ta osnovni problem, in sicer ta diskurzivna nevidenost, v bistvu se o tem ne govori in potem posledično nismo podučeni, kar se je razkrilo tudi v naših intervjujih, ko so nam osebe zaupale, da bi bile njihove reakcije odvisne od tega, kdaj bi se jim spolno nadlegovanje zgodilo, in da bi verjetno na to veliko vplivalo to, da bi že prej slišali o tem, da se take stvari dogajajo in bile seznanjene s pravilniki, da bi potem vedela, kako ravnati. In tudi odziv na rezistenco, ki je bil tako močen, je verjetno, kot je že Tonja sama omenila, pač treba razumeti prav v tem, da se je zdaj v tem obdobju začelo toliko govoriti o spolnem nadlegovanju v akademskem okolju. Hvala, Tina. Katera še kaj dodala? Jovana? Ko govorimo o sistemskih rešitvah, imamo v bistvu eno opombo. Jasno, ti si pred kratkim rekla to, da je v bistvu najbolj pomembno, kaj fakulteta naredi, in v smislu sankcioniranja in v smislu preprečevanja, in da v bistvu je rektorat ta vrhovno sodišče pod navedicami in se tam naj bi se reševali spori, kar je mogoče tudi bolj higienično, ne na sami fakulteti iz že omenjenih prej razlogov, da se vsi poznajo in so klientelistično pogosto povezani in obstajajo klike, fevdi in drugi koncepti, s katerimi opisujemo te hierarhične odnose med predavateljskim osebjem. In da je ključno to, kar naredi fakulteta. Mene pa skrbi to, da v bistvu polovica fakultet na Univerzi v Ljubljani nima predavateljskega ali sploh drugega strokovnega osebja, ki je izobraženo, kaj šele usposobljeno za prepoznavanje in pomaganje pri spolnem nasilju. In tukaj ne mislim samo na to specializirano neko strokovno usposabljanje, ki so na primer te zaupne osebe na Filozofski fakulteti dale čez, ampak gre tudi za to, da vi na primer kot sociologinja oziroma ti Jasna in tvoje kolegice imate že neko osnovo, stvari so vam že jasne, tudi ste strokovne na tem področju in zdaj v bistvu rabite nekaj malo do treninga v nekem tem psihosocialnem supportu. Ampak mene skrbi to, da na fakultetah, ki so naravoslovne, tehnične, ni med predavateljskim, ne med administrativnim osebjem, ni strokovnih oseb, ki so sploh pripravljene, da bi prišli na tako visok nivo izobraževanja oziroma usposabljanja. In meni se zdi, da je na nivoju univerze nujno neko medsebojno pomaganje, neka kolegialna pomoč,
in tudi torej, da vi boste to že sami našli, kaj je mehanizem. Jaz sama prihajam z druge inštitucije, z raziskovalnega centra, ki ni del univerze. Kako, naprimer, kako lahko sociologinje, ki so usposobljene, da so zaupne osebe, pomagajo razviti mehanizme na fakultetah, na naravoslovnih fakultetah. Ker tudi mednarodne študije, primerljive za Slovenijo, nimamo, pokažejo, da v okoljih, kjer so ženske manjšina, tako med študenti, posebej pa med predavatelji, so v bistvu, da je tam seksizem in mačizem še bolj normaliziran in še bolj toleriran in veliko manj prepoznan. In v tem smislu bi me zanimalo, kaj bi rezistenčna raziskava, ki je delana zunaj na več fakultetah, kakšne razlike pokaže med fakultetami, oziroma to me zdaj raziskovalno zanima. Ampak sem prepričana, da je problem pereč, ker sama sodelujem z znanstvenicami z različnih fakultet, različnih univerz, tudi naravoslovnih, in na temah enakosti spolov med samimi znanstveniki, znanstvenicami, in vedno bolj dramatične zgodbe, bolj očitni prestopi meja pridejo z naravoslovnih tehničnih fakultet, ker se enostavno veliko bolj upajo direktno in diskriminirati in tako naprej. Tako da tega se moramo zavedati, nekako ta sistemski manko nadoknaditi z nekim sodelovanjem med fakultetami. Tudi na študentskem nivoju se mi zdi to smiselno. Predvidevam, da tam, kjer je manj študentk, procentualno, je tudi manj potencialnih aktivistk, ki bi se angažirale za pilotske raziskave, kot jih je naredila vaša skupina na Filozofski ali Rezistenca. Ovo so predvidevanja, seveda nočem generalizirati in mogoče je prav nasprotno, tam, kjer so stvari bolj očitne, jim se je lažje upreti, ampak v bistvu to ne vemo in rabimo se zavedati, da so tudi, da študenti tudi študirajo v zelo različnih okoljih. Eno je okolje katedrskega, torej velikih predavalnic, drugo je študijsko okolje majhnih raziskovalnih laboratorijskih skupin, kaj šele umetniških akademij, ker so skupine še manjše in je v bistvu odnos med profesorji, samimi študenti že po naravi dela zelo intimen. In potem je večja šansa prestopanja meja. Ja, hvala, Jovana. Mogoče to vprašam neposredno vas iz Rezistence. A imate vključeno vprašanje, po katerih lahko gledate glede na smer študija, oziroma da bi lahko ločevali med naravoslovnimi? Kaj ugotavljate glede tega? Ja, v bistvu sprašujemo tudi po podatkih, iz katere fakultete prihajajo. Tudi nekaj smo se igrale v mestu z rezultati, čisto da vidimo, kaj se zgodi, ko izberemo samo določene fakultete. Načeloma je tako, definitivno imamo veliko več odgovorov študentov in študentk humanističnih smeri. To je tudi zaradi tega, ker enostavno smo nekako bolj senzibilizirani, te stvari opažamo, da se odzovemo, da rešujemo take ankete. Imamo sicer tudi srečo, da smo dobili kar veliko število odgovorov tudi iz določenih biotehniških in naravoslovnih fakultet. Tako da v bistvu nismo pa še na tak način šle gledati, je pa to ena izmed stvari, ki jih znotraj analize nameravamo storiti. Tako da ne morem pa zdaj govoriti o kakršnih koli konkretnih številkah v tem momentu. Ja, zagotovo je pa to nekaj, kar je nujno potrebno naslavljati, te razlike. Mogoče samo toliko povem, glede tega povezovanja. Jaz sem pred kakšnim mesecem dni smo bili povabljeni, da na kolegiju dekanov predstavimo naše smernice
in so bili tam dekani iz različnih tudi naravoslovno-tehniških fakultet in je tudi iz teh fakultet zanimanje za to, da bi prevzeli te smernice in se kaže z njihove strani tudi neka težnja potem, da bi imeli neko pomoč zunanjo, kot je naša pri oblikovanju tega takega dokumenta, da bi ga imeli tudi oni. En korak k temu je tudi ta poziv strani univerze, da morajo čisto vse, in zdaj so že vse fakultete morale imenovati zaupne osebe, ki bodo morale, ne glede na njihovo formacijo, iti skozi določeno strokovno usposabljanje, kar je v redu. Zaradi tega, malo se je zgodila neka taka čudna situacija, da so nekateri predlagali ljudi iz vodstva fakultet, članic, mi smo pol rekli, da seveda ne, ni fajn, da je oseba z vodstvene pozicije, da je to nek profesor, imenujejo pa naj ga na ta način, da kolektiv ve, da je približno neka oseba, za katero se ve, da je lahko senzibilna za ta vprašanja. Tako da to je mogoče nek prvi korak, da tudi na teh, ker zaupne osebe tudi nimajo seveda naloge, da nudijo neko psihoterapevtsko pomoč, ampak da vsaj znajo usmerjati. Torej, da če nekdo je žrtev, da lahko pride se tam pogovoriti in reče, te pa te postopke, to bomo naredili in že nek prvi suport. Tako da je to tisto, na čemur se dela in sploh pa na tem izobraževanju in ozaveščanju torej naprej, ki je nujno za čisto vse članice, tako kot si rekla Jovana, sploh pa za te, kjer je to še toliko bolj pereče zaradi pač strukture samega študija, nesorazmerja med spoli in podobno. Dobro, mi smo zdaj približno skoraj uro pa pol pogovora že nekako prevzele, zato bi jaz šla kar na nekako to moje zaključno vprašanje, pa potem mogoče še odpremo diskusijo, pa čez diskusijo še kakšne stvari prediskutiramo. Zdaj, ste se že vse malce dotaknile sistemskih pomanjkljivosti, vprašanja, kje so tisti siva polja, kaj je treba narediti in tako dalje. Zdaj, mogoče vprašanje, univerza je naredila, pa tudi filozofska fakulteta nekaj korakov, nismo zagotovo še vsega naredili, pa vendar se mi zdi, da neke korake delamo, tako da me zanima, kako gledate predvsem študentke na trenutne mehanizme zaščite in podpore in na spremembe, ki jih uvajamo na tem področju. Predvsem me pa zanima, kje še vidite glavne rezerve in kaj bi kot popotnico pri naslavljanju tega problema naložili novemu vodstvu, tako filozofske fakultete kot tudi univerze. Kaj naj bodo prioritete, na katerih naj se dela v bodoče za doseganje te ničelne stopnje tolerance do vsakršnega nasilja in nadlegovanja univerzi? Malce ste se že dotaknile, pa mogoče še kakšne misli in sporočila glede tega. Zdaj bi pa kar vse pozvala k besedi, če lahko to pokomentirate. Lahko začnemo od zgoraj pa ali pa tako, Jovana, začni ti, pa potem gremo, naredimo krog. V bistvu, jaz sem nekako na to že odgovorila, s tem na zadnje, kar sem rekla, tako da bi zdaj samo poudarke dala, da je treba kulturo spreminjati s nekim proaktivnim dejanjem, ki naj bi se začelo v bistvu že ob prvem vstopu študenta, študentke na univerzo. Torej, to bi moralo postati nekako del te brucoške izkušnje. In sama sem bila magistrska študentka na ameriški univerzi in vem, kako to izgleda, ko v bistvu inštitucija proaktivno deluje, da nekako ne samo študente obvesti, kam naj se obrnejo v primeru problemov, ampak tudi s tem se nekako vnaprej zamejijo pravila, postavi se jasno pravilo, kaj je in kaj ni dovoljeno. In s tem bi se skozi čas mogoče zmanjšal delež in neprimernih teh soft oblik nadlegovanj in njihovo prepoznavanje kot neprimernih. Druga stvar, ki bi izpostavila, je v bistvu to
cross-sektorsko povezovanje med fakultetami, tako na nivoju predavateljskega kadra, kot na nivoju samih uprav, ki naj bi neke dobre prakse prevzemala, ampak tudi na študentski ravni je pomembno. Sama si ne predstavljam, kako bi se to dalo narediti nekako od zunaj, ampak to je tisto, kar bi si želeli videti. Da je torej, da se ta senzibiliziranost, ki je očitno višja med študenti, študentkami humanističnih ved, nekako prelije tudi na druge študijske usmeritve. Posebej tam, kjer je manj žensk. In to so nekako moje glavne iztočnice, in drugo je v bistvu, in tretje bi samo dodala, da bi na nivoju same univerze, rektorata verjetno morala nastopiti neki moment javne refleksije. Naprimer, po enem letu, ko so se začeli ti procesi, bi bilo fajn, da univerza proaktivno reče, to se je spremenilo, to je zdaj drugače, tako so se zaključili ti in ti procesi, da neko lastno, da podvleče črto in zravna račune sama sabo. In da to postane neka redna letna praksa. Vsaka univerza se enkrat na leto pohvali s svojimi uspehi, koliko je imela nagrad, evropskih projektov, izjemnih študentov. Mislim, da bi tudi ukrepi na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja morali biti del tega, s čim se univerza hvali navzven. Super. Hvala, Jovana. Mogoče gremo, bom šla takole po krog. Tina ali pa Tonja, lahko se kaj. Mislim, mi definitivno pozdravljamo tudi te ukrepe, ki jih je sprejela Filozofska fakulteta in Univerza v Ljubljani. Vsekakor, kar bo tukaj potrebno, je dosledno spremljanje in implementacija. Mislim, naša izkušnja tudi je bila recimo z enim izmed družboslovnih fakultet, da je tudi tam želelo spolno nadlegovanje v resnici rešiti vodstvo samo. To dokazuje, da tudi, če mogoče študentje so malo bolj senzibilizirani, ni nujno, da je vodstvo tudi na takšnih fakultetah, ne. Kar bi si definitivno želeli videti je potem tudi to, da Univerza v Ljubljani nekako prevzame pobudo in vodilno vlogo v tem, da podobne pravilnike in ukrepe sprejmejo tudi druge univerze, še posebej tukaj tudi mogoče treba apelirati na privatne zavode in tudi, da se pritiska na to, da se sprejmejo neke zakonske spremembe, ki bojo podlaga za kakršnekoli nadaljnje ukrepe. Ena stvar, ki se nam zdi tudi zelo pomembna, je, mislim, veliko je bilo zadnje čase govora o recimo univerzi kot neki, kot neki instituciji, ki kroji tudi javno mnenje, ki naj bi se bolj angažirala recimo kot nek glavni mislec družbe. In v tej luči mislim, da bi bilo zelo dobro tudi, da se univerza angažira v tem, da se sprejmejo recimo neka sistemska izobraževanja o spolnem nadlegovanju tudi za mlajše, ker vsi vemo pač nekako iz teorije, da se v bistvu ta mnenja, ideje in nekako to, da se to oblikuje v resnici že pri mlajših, ne. Torej, kar pač pri nas je en res velik manjko in zakaj pride do tega, da ko študentke in študentje pridejo na univerzo, ne vejo in ne prepoznajo spolnega nadlegovanja, je, da jim tega nihče doprej ni povedal, ni obrazložil in predvsem to. Tako da mislim, da je tukaj tudi potem naša vloga kot ljudi, ki se s tem ukvarjamo in ki nekako to študiramo in preučujemo, da apeliramo in da se bojujemo za to, da se neka taka sistemska izobraževanja uvedejo tudi za mlajše. Super, hvala, Tonja. Kaj bi katera tu nadaljevala? Tako kot je Tonja že v uvodni predstavitvi rezistence povedala, je bil v bistvu tudi naš plan pred epidemijo, v bistvu ta nek, kot je bilo že preomenjeno, izven, se pravi izven teh nekih, smo študentke in zdaj govorimo za študentke, to zdaj ni iz vodstva navzdol, ampak pač
da bi v bistvu pač začele tudi s kampanjami izobraževanja o tem, kaj je spolno nadlegovanje, da bi v bistvu pač šle recimo v avlo filozofske fakultete in bi pač probale v bistvu sam nek dialog vzpostaviti z ostalimi študentkami, ampak pač je žal prišla epidemija in tudi pač zaradi varnostnih razlogov to enostavno ne bi šlo. Si pa pač želimo v bistvu nekako vzpostaviti to neko vez tudi z drugimi fakultetami in pač inštitucijami, da nam lahko v bistvu, da je ta nek prostor medsebojnega povezovanja in da je pomembno, da smo tudi študentke in študentje pač prisotni pri pač teh odločitvah in da tudi pač, da ni zdaj tako, ok, zdaj smo sprejeli pravilnike, zdaj je to dovolj, ampak da v bistvu se še to, kot je bilo že prej omenjeno, pač evalvira in da se v bistvu tudi spremlja, kako pravilniki v bistvu sploh delujejo potem v praksi. Hvala. Okay, zdaj jaz se v bistvu strinjam in pridružujem vsem tem, kar je bilo do zdaj povedano. Zdi se mi, da je treba res se zavedati pomena institucionalnih politik pri preprečevanju spolnega nadlegovanja in tukaj mislim oboje, tako z vidika vodstva institucije kot z vidika študentskega organiziranja, ki ga imamo, dobro organiziranega in je fino, da ga tudi izkoristimo tudi za te tematike. Torej, menim, da so potrebne spremembe tako z področja ozaveščanja kot z področja pravilnikov. Mogoče tukaj, ker smo ravno tudi kot del našega projekta opravili primerjalno analizo vseh pravilnikov univerz v Sloveniji, in sicer Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, bi mogoče čisto na kratko izpostavili nekaterih zelo konkretnih sprememb, katere mislim, da bi bilo potrebno implementirati. Najprej je ta, da pravilnike je potrebno prilagoditi tudi temu, da naslavljajo spolno nadlegovanje nad študenti. Zaenkrat deloma to počne le ljubljanski pravilnik oziroma pravilnik Univerze v Ljubljani in spet poudarjam le deloma, ker takoj, ko se lotimo analize pravilnika, vidimo, da v številnih točkah ne upošteva specifike študentov. Druga problematična stvar je, da vsi pravilniki, tako Ljubljana, Maribor kot Primorska, izpostavljajo oziroma nakazujejo na to, da morajo osebe z izkušnjo spolnega nadlegovanja najprej situacijo reševati neformalno, celo pravilnik na Primorskem to zapoveduje kot dolžnost. To je seveda zelo problematično, izključno, mislim, spet, če ponavljam, zaradi teh stvari, o katerih smo govorili, specifike študentov, razmerje moči in tako naprej. Naslednja stvar, ki je pa v tem, da edino pravilnik Univerze v Ljubljani se dotika strokovne pomoči vpletenim, drugi pravilniki tega ne naslavljajo, pa še to menimo, da pravilnik Univerze v Ljubljani tega ne naslavlja zadostno, zaradi tega, ker ne gre se samo za to, da bi fakulteta dopuščala strokovno pomoč, gre se za to, da se je spolno nadlegovanje zgodilo na fakulteti, na instituciji in mora strokovno pomoč tudi zagotoviti in jo, kolikor se izkaže ta potreba, tudi financirati. Pogosto zaupne osebe niso dovolj, ali pa upam, da bodo, ampak res je potrebno tukaj zadostno usposobiti osebe, da lahko nudijo tako strokovno pomoč, kot jo potrebuje žrtev nasilja. No, tukaj je treba res paziti na to. Mogoče samo še ena hitra stvar. Zanimivo je bilo predvsem v tem, in to po mojih mnenju je tudi potrebno spremeniti, da pravilnik Univerze v Mariboru vse oblike spolnega nadlegovanja, spolno nadlegovanje, diskriminacija, pa še pa trpinčenje na delovnem mestu obravnava pod generičnim pojmom konfliktna situacija in tudi kadar naslavlja recimo postopke v primeru spolnega nadlegovanja, konfliktne situacije, v bistvu jih poenoti, ne? Torej ne predvideva različnih drugačnih mehanizmov reševanja situacij glede na obliko nasilja oziroma nadlegovanja. In to je tudi potrebno spremeniti in prilagoditi, ker različne oblike nasilja zahtevajo tudi različno soočenje. No. Hvala, Sara. Jaz bi kar začela oziroma nadaljevala s pravilniki. Ja, točno to, da jih je treba med posameznimi univerzami poenotiti. Hkrati pa je pravilniku treba dodati tudi nek protokol. Se pravi, da v bistvu tako, ko pravilnik preberemo, tudi vemo, kakšni so vsi koraki, namreč to trenutnemu pravilniku manjka.
Če se dotaknem še zakonodaje in pa Jovan pripovedi o pač sankcioniranju spolnega nadlegovanja na filofaksu in sami obravnavi, je bilo predvsej ven štrleče to zaslišanje in ko smo mi v bistvu primerjali slovensko, avstrijsko, nemško in dansko zakonodajo, smo ugotovili, da je Slovenija v bistvu edina država, ki pri procesu dokazovanja spolnega nadlegovanja to dokazilno breme daje na osebo z izkušnjo spolnega nadlegovanja, medtem ko v Avstriji, Nemčiji, na Danskem je to dokazilno breme na strani povzročiteljice, takoj, ko je dokazana verjetnost, da se je dejanje zgodilo. To se mi zdi zelo pomembna zadeva. Če se pa dotaknem še strokovnih smernic in priročnikov, pa se mi je zdela zelo dobra praksa Dunajske univerze in sicer, da ima te priročnike dostopne tudi v angleški različici. Tako da so v bistvu dostopne res najširši možni publiki, ki je pač prisotna v akademskem prostoru. Super, ja. Hvala, Tina, še za vaše komentarje. To ste dobro opozorili, da damo torej prevesti tudi, ne vem, smernice, tudi pravilnike. Mislim, da niti obstoječi pravilnik Univerze v Ljubljani ni preveden. Tako da ja, mogoče tu jaz samo še dodam, kar se tiče pravilnika, zdaj smo nekako v zaključni fazi njegove prenove in smo ga res obrnili na glavo. Ekipa, ki dela na pravilniku, je, si upam trditi, kar dobra, no, so tudi takšne vse profesorice za visoko stopnjo senzibilnosti, pravnim znanjem in širšim znanjem okrog tega. Tako da tudi tisto neformalno reševanje smo obrnili na glavo in seveda to pojasnili, kaj to je, oziroma niti ni več neformalno reševanje, ampak s tem se tudi še ukvarjamo, da bo pravilno, da gre v bistvu za možnost reševanja v tej fazi, preden pride do nekih teh formalnih postopkov, ampak tu gre izključno, ravno danes smo o tem diskutirali, ne gre za dogovor med žrtvijo in storilcem, ampak gre za dogovor med storilcem in njemu nadrejeno osebo. Torej, da če žrtev izrecno ne želi iti v postopke, želi pa, da se povzročitelja opozori, ampak to se more nadrejeni dogovarjati s povzročiteljem in žrtev tukaj mora biti izključena in seveda strogo smo noter dali vse te, da se ni v nobenih primerih ne sooča povzročitelja in žrtev, kar je prejšnji pravilnik imel. Še mogoče to, in še to, da zdaj pravilnik bo zagotovo naslavlja dosledno tudi študentsko populacijo v vseh. Zraven je tudi Sara Svati Šaran, tudi smernice smo dali brati, ker meni, ne samo meni, vsem nam se je zdelo, ki delamo na tem, ključnega pomena, da torej se ne postavimo mi kot, ne vem, pedagogi v pozicijo moči in iščemo rešitve, ki mi mislimo, da so za študentsko populacijo najboljše, ampak da je v tem smislu nujno potrebno vključitev vseh deležnikov neke situacije in torej, da tudi študenti ste zraven in poveste vaša mnenja, kje vidite ključne pomanjkljivosti, kaj je tisto, kar iz vaše perspektive je pomembno in to se meni zdi ključnega pomena, tudi pri raziskovanju. Da so torej nekako poskušamo preseči ta paternalistično pozicijo v smislu, da vedno se z neke pozicije moči potem za neke druge skupine ugotavlja in poskuša iskati rešitve. Tako da ja, jaz bi tukaj še samo to dodala, da tudi protokol, naše smernice so na koncu bile, prvotno je bilo mišljeno kot protokol, potem smo jih pa preimenovali v strokovne smernice, ker smo ugotovili ravno to, da protokol je spremljevalni akt k pravilniku in da bomo protokol naredili šele, ko bo prenovljen pravilnik. Lahko pa jaz rečem, in to sem že večkrat opozorila, da niti s to različico pravilnikov jaz sama ne bom popolnoma, vsaj jaz in najverjetneje vse me, ki na tem delamo, ne bomo popolnoma zadovoljni, to pa iz enega preprostega razloga, ker imamo zelo slabo zakonodajo. Mi moramo loviti tam nemogoče roke, recimo sploh, ko gre za delovna razmerja,
Študentsko populacijo lovimo znotraj različnih zakonov, zakon o visokem šolstvu ne vključuje tega, tako da je nujno, da v bodoče delamo na tem, da pride do sistemskih rešitev tudi na državni ravni in spremembi zakonodaje na tem področju, ki je izredno slaba in bi rekla, da zelo deluje v korist tiste prijavljene osebe, ne. Tako da to je z moje strani nekako, kar bi dodala k temu. Jaz zdaj vam dajem možnost, da še kaj pokomentirate, poveste še kaj, če bi še kaj takega dodale, izpostavile. Mogoče ne. Zdaj odpiram diskusijo za še tiste, ki ste tukaj z nami v publiki, če bi imeli mogoče kakšno vprašanje, da vidim v čatu zaenkrat ni nič. Bi kdo še kaj pokomentiral, dodal? Kaj povedal, sicer smo že utrujeni, ne? Ok, sicer pa jaz mislim, da smo bile res vsem lepa hvala. Meni je bil pogovor zelo zanimiv, tudi sama vedno zelo veliko novih informacij dobim z takšnih dogodkov, tako da res vsem lepa hvala za udeležbo in sodelovanje. Jaz bi zaključila s temi besedami, ker mislim, da me je Jovana izzvala, ko je rekla, da se tudi v akademskem svetu, kjer se ne bi smelo to dogajati, ženske še preveč ocenjuje skozi njihov videz in objektivizacijo telesa. In meni je eden zelo lepih citatov sedaj že pokojne raziskovalke Marije Levi Montalcini, ne vem, če jo poznate, ona je še imela 100 let, ko je še hodila na konference, medicinka, in ona je nekako izrekla tako, da vse, kar morajo ženske dokazovati, je njihov intelekt. Tako da to je to. Jaz bi s tem zaključila in se vam lepo zahvalila in vam želim... Se opravičujem, imam vprašanje, sem skoraj spregledala. Danko Ostojič, koliko pa so raziskane druge oblike nasilja? Evo, lahko še malček podebatiramo. Ja, mogoče poveste, to je bilo eno tudi od mojih vprašanj za rezistenco. Če imate namen v raziskavo vključiti tudi ostale oblike nasilja na podlagi spola, jaz bi rekla, da to še manj raziskano kot spolno nadlegovanje. Kaj menite? Mogoče lahko. Ja, mi smo v resnici na začetku veliko širše zasnovali celo raziskavo, smo mislili v bistvu vključiti tudi noter recimo trpinčenje in druga neprimerna vedenja oziroma oblike nasilja in nadlegovanja, ampak se nam je nekako v tistem momentu enostavno zdelo, da bi bilo to preveč. Mislim, če želiš nekaj raziskati konkretno, je boljše se osredotočiti na eno področje in potem še z drugimi. Tako da nekaj smo se pogovarjali, ja, da bi v prihodnje mogoče tudi raziskovali področje trpinčenja in drugih oblik nasilja in nadlegovanja, ker mislim, da je to mogoče še en korak naprej, kjer se moramo mogoče tudi mi same soočiti s tem, da recimo določene profesorice ali profesori, ki so mogoče po drugih področjih bolj progresivni, da pa tudi sami imajo nek manjko refleksije na tem področju, no. Tako da to je nekaj, kar smo razmišljali v bistvu, da po koncu te raziskave načnemo tudi to temo, ja. Super. Še kdo mogoče? Ja, to so, sploh pa ne, razne oblike in seksizmov in tudi nadlegovanj na podlagi drugih osebnih okoliščin, zdaj to smo tudi v pravilniku, ker recimo trpinčenje, zelo stereotipno se misli, da se lahko dogaja samo med zaposlenimi, ampak se dogaja tudi med študenti in študentkami po horizontali, tako da so to tiste oblike, ki so nekako še bolj, ali bi lahko rekli, na nek način raziskovalno prav tako zanemarjene. Ja, mislim, specifično znajo biti tudi zelo problematični odnosi recimo med mladimi raziskovalci, njihovimi mentorji, mentoricami, asistenti in še posebej mlajšimi zaposlenimi napram starejšim zaposlenim. Tukaj smo recimo tudi slišali že razne anekdote, tudi recimo profesoric, ki trpinčijo študentke, da niso primerne za določena študijska področja. Tako da tukaj je v bistvu še zelo veliko nekih nerazrešenih vprašanj glede ravno teh razmerij moči in odnosov znotraj akademske skupnosti. Ja.
je pomembno biti pozoren na vse različne oblike nianse nadlegovanj in nasilja, ne, tako da, okej. Še kdo, še Kira, kaj dodala? Dobro. Okej, sicer pa, če ni drugih vprašanj, še enkrat lepa hvala in lep preostanek dneva. Dio. Hvala vam, dio. Hvala, adijo. Jasna, Ja, boš ti pritisla stop recording, ja. ker sva obe zdaj host, pa ne Ja, vem. bom jaz, dobro, da si me spomnila. Zadnjič sem si nekaj zbrisala. Aha. After Veš stop kaj, zdaj bova